Če na volanu Minija piše John Cooper Works, pričakujem najmanj raketo. Saj sem jo dobil, če gledam samo številke. Kaj hitro naštejem, da bo jasno. 225 kW ima tale mini John Cooper Works Countryman, to je 306 konjev. Wow, ampak še veliko bolj wow, če pomislim, da je imel pred tole rahlo prenovo kar 55 kW, torej 75 konjev manj. Ja, in ker ima po novem za skoraj tretjino več moči in seveda tudi 100 Nm navora več, je pospešek v primerjavi z danskim modelom za kar sekundo in pol boljši. Zdaj rab z mesta samo 5,1 sekunde. To se vse sliši fantastično. Preko 300 konjev, mini, povsod značke John Cooper Works, ja, pa ni. Se mi zdi, da se prav ponavljam zadnje čase, ampak proizvajalci vse bolj jemljajo prave vozniške užitke s svojim avtom, ker morajo biti preveč uporabni tudi za vsak dan. Očitno se danes hočejo vsi samo še kazati in nobenega voznika več ne briga, če se avto res dobro pelje ali pač tako. Tale mini Countryman je sicer hiter avto, zelo hiter, če sem pošten. Pospeški so hudi, lepo rjave, ker ima nov izpuh, čeprav mu tukaj noter pomagajo tudi zvočniki, ampak tistih pravih občutkov sem si želel več. Sem pričakoval, da bo tole na pol reli avto za takšen makadam. Ker je težek, je logično, da najprej zdrsne nos, ko se končno zbudi štirikolesni pogon, pa začne ven siliti čez zadek. Ja, ni toliko zabavno, kot se mogoče sliši, sploh, ker nisem mogel čisto do konca izklopiti ESP-ja, da bi rešil fajn počes. Avto je narejen preveč nazihen, premalo je pobalinski, kar seveda pomeni, da ga bodo tudi manj dobri za volanom znali kar lepo in hiter perati. Pa za vsak dan, ja, zato je še najboljši. Sicer zelo trd na slabih podlagah, to ni nič čudenega, je pa lahko čisto lepo tih, menjalnik lepo prestavlja, poraba je zmerna, tam okrog 10 litrov. Ni problem, če imate 63 evrov za takšnega. Po številkah je pravi John Cooper Works, po občutku pa ne. Zato naj bo, ja, Countryman raje kakšen bolj umirjen, tale motor pa zelo nestrpno čakamo v tem malem Miniju. Upam, da ga dočakam.